Danes tukaj zbrani smo, stoletnico praznujemo. V letošnjem letu praznujemo stoletnico Univerze v Ljubljani in s tem tudi Filozofske fakultete, ker je Filozofska fakulteta ena od 5 ustanovnih članic. Pravzaprav je prvo predavanje na novo ustanovljeni univerzi leta 1919, 3. decembra, potekalo prav na Filozofski fakulteti. To je bilo predavanje o historični slovnici in bilo je v slovenskem jeziku. Z današnjim dnem, ko pričakujemo novo dobo, novo življenje, ko ustvarjamo Slovensko univerzo, naj vas iskreno pozdravim kot prve slušatelje naše Alme Matris. Nikoli ni bilo take pomladi kot leta 1971. Humanistika in družboslovje sta postali kolateralna škoda ideologije, ki rast družbe meri izključno skozi prizmo profita. Če bo pragmatizem popolnoma zavladal na univerzi kot taki, se lahko danes bojimo, da se bo nekaj hudo slabega zgodilo z kritiko družbe kot take. Izobraževalna ustanova naj ne producira ubogljivih subjektov, ki bi se umestili v prazno mesto v izkoriščevalskem stroju kapitalizma. To, kar se nam kaže kot problem, je morda v marsičem privilegij. Le še politika mora slediti in prisluhniti idealom, v katere verjamemo, ko vsak dan vstopamo v stavbo na Aškerčevi. In morda bo svet na boljši poti. Filozofska fakulteta je bila in ostaja temeljni gradnik razvoja naše skupnosti in je ključna članica Univerze v Ljubljani. Brez nje tudi naša univerza ne bi bila to, kar je. Kolikor je Filozofska fakulteta v zadnjih stoletjih pomagala razumeti čas in ga spreminjati, bo to poslanstvo za naš intelektualni, narodni in državni ter občečloveški razvoj v naslednjih stoletjih še bolj zahtevno, kompleksno in nenadomestljivo. Filozofska fakulteta je bila vedno center kritične misli in brez tega humanistike in družboslovja pravzaprav ni. Jaz mislim, da je naloga Filozofske fakultete in s tem humanistike in družboslovja v Sloveniji, da je slaba vest te družbe, da ves čas opozarja na najrazličnejše probleme, da opozarja na samoumevnosti, da opozarja na tiste trenutke, ko postanemo preveč samovšečni. Zaradi tega, ker brez kritičnega mišljenja ni napredka.